Si ne predstavljam. Ne predstavljam si, recimo, ta primer, ki smo glede odnosa mame pa hčerke, recimo, ko je ta diktator mama, ne predstavljam si, kako to rešiti z nekim premikanjem telesa. To si ne predstavljam, ne? Ker to se mi zdi to globoko. Kako bi probati? Se zavedam, ja. Hočem, da malo razložimo. Da taka oseba se boji spontanosti. Boji se sproščenosti, boji se, da bi imela višek energije. Ker če ti hočeš uporabiti tretji Newtonov zakon, moraš imeti višek energije. Če ti je odsvetovano, da ga uporabljaš, ker bo s tem prizatel mamo in ne bo več mogla skrbeti zate, ker recimo taka ženska je dejansko žrtev tako imenovanega čustvenega incesta, ker mama ni hotela otroka spustiti, čeprav je otrok že fizično recimo odrasel, ker če bo hčerko pustila, da bo ona fokus usmerila v svojo novo družino, bo ona ostala sama recimo z možem. Pa zdaj, ne? In pa se prepneš, kot mama. Ona je v bistvu odvisna od hčere, da hčerka skrbi za njene čustvene potrebe. In pol taka hčer ne more imeti spontano gibanje, ne more biti sproščena, ker mora skozi skrbeti za odraslo osebo, čeprav to ni naravno stanje, ker njena mama ni ostarela, betežna, dementna ali pa ne vem kaj. Ne? Ampak je v permanentnem tistem skozi en del njene zavesti, grunta, kaj je zdaj doma. Ali me bo poklicala, ali me ne bo poklicala, kaj bo spet, ko bomo prišli čez vikend, kaj bom spet poslušala. Ali pa tipična zgodba je, ko me pokliče, mama mi 15 minut razlaga, kaj je vse narobe z fotrom, in pa, ko se spove, reče hvala, pa adijo. Pa jaz rečem, ok, zdaj pa jo vidi, naslednji dan pokličite nazaj, pa je vi 15 minut razlagate, kaj je z vašim partnerjem. Pa gledajte, koliko dolgo vas bo poslušala. Minuto, 2, pa že joj, veš, nimam časa, dej, moram nehati. Ali pa joj, kam mi to sploh govoriš? In pa vidiš, da v tem odnosu tretji Newtonov zakon ne funkcionira, čeprav sta v bistvu obe odrasli osebi, ki skrbita vsaka za svoje življenje. Ona ima svojo službo, ima svojo plačo in je pravno, formalno je enakovredna mami. Ampak, ko pa gledaš odnos, gledati, kak je med njima, pa vidiš, da je mama še vedno tam, hčerka tukaj in to ni več naravno stanje. Neravnovesje. In pa, ko jo skozi AEQ vaje učiš, oziroma, ko ji razlagaš te stvari, pa ko ji daš vaje, skozi katere začuti, koliko je trda, tudi ko ni treba, opazi kronično zakrčenost in opazi senzorno amnezijo in jo pa učiš, kako poveže senzorno amnezijo z potlačenjem čustev, pa lahko v bistvu začne drugače dojemati. In pa, ker ima manjšo senzorno amnezijo, lahko bolj analizira, kaj vse čuti v telesu, ko jo mama pokliče. Primer. In pa lahko reče, čak malo, tega vas pa uvedla nisem, da je tako, da neham dihati, da me v grlu stisne, da imam eno komanjško drug, da mi začne v enem ušesu piskati, v drugem ne. Mislim, variant je malo morje. In pa, ko ti skozi vaje to bolj razumeš, lahko v vsakdanjem življenju bolj zaznaš, kje vse te meče ven iz homeostaze in greš ven iz navidezne normalnosti in začneš dojemati, da je tvoja območje normalnosti tako, da ga lahko bistveno spremeniš, če nočeš iti v področje območje razkroja.